Стояли студня й білий град, в граду станує Господь млад. Ангела по Бога просил, да б се му млад синак родил. Комай же то spregovori, že mlada hčerka se rodi. Na gradu Negova so slavnostno podpisali pogodbo o oddaji dela kulturnega spomenika Grad Negova v upravljanje in dela v uporabo med Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občino Gornja Radgona in Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Pogodbo so slavnostno podpisali dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Anton Kampuš, župan občine Gornja Radgona in magistra Norma Bale, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Del prenovljenega gradu sedaj prehaja v upravljanje in uporabo občini Gornja Radgona oziroma Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. V tem trenutku imamo veliko ambicijo, da je Negovski grad neka dodatna vrednost tej naši turistični ponudbi. Predelili smo ga sorazmerno polovico, če tako povem. To pomeni, pristava je namenjena naši turistični dejavnosti, promociji in seveda servisiranju vseh, ki pridejo ogledati ta naš Negovski grad. Novi del gradu je pa v tem trenutku v takem stanju, da se lahko daje tudi v najem za dnevne prireditve, za tedenske prireditve ali kako drugače. Stari del gradu, kot ste bila seznanjena, še ni obnovljen. S tem, da skupaj z ministrstvom permanentno iščemo najemnika za Negovski grad, torej za novi del tega obnovljenega gradu. In koliko na tom uspe, je seveda dogovorjeno in vse pripravljeno za renoviranje starega dela gradu, ki bi na nek način dal zaokroženo celoto temu področju. In takrat lahko to povežemo z Negovskim jezerom, z vsemi drugimi stvarmi, ki na tem področju Slovenskih goric veliko imamo. Kar se tiče obnove drugega dela gradu, mi na ministrstvu pripravljamo strokovne podlage za to, načrte, zato da bi bilo vse pripravljeno za koriščenje teh sredstev v naslednji finančni perspektivi. Seveda, konkretna delitev sredstev je pa odvisna od konkurenčnih pogojev. Tudi ta projekt bo moral konkurirati skupaj s kakšnimi drugimi na tem koncu Slovenije oziroma širše po državi. V Pristavi smo zdaj vzpostavili turistično-informacijski center. Grad bo odprt na voljo javnosti od četrtka do nedelje med 10. in 17. uro z vodenimi ogledi ob 12. in 14. Odprli smo pogostitveni del, polnili bomo tole našo Pristavo zdaj s kulturnimi, izobraževalnimi, turističnimi vsebinami, izdelali smo promocijsko gradivo. Zaenkrat nam dobro kaže, štartamo torej z neko novo energijo, pa tudi s pripravljenimi stvarmi. Sicer pa seveda mi že ves čas dodajamo neko vrednost temu gradu skozi velike projekte, kot je Salon Traminec, kot je Festival ljubezni, tudi Prangarjada oziroma Viteški tabor. Nameravamo pa seveda ta grad odpreti zainteresirani javnosti tudi v smislu tega, da se ljudje tukaj poročajo, veselijo ali prirejajo kakšne svoje dogodke.